Na slovenskih cestah je obtičalo več kot 1800 tovornjakov. Mariborsko podjetje postavljalo tribune v Schladmingu. Kdo je kriv za propad projekta UGM? Dober večer. Sneg je ponovno pobelil vso državo. Največ ga je zapadlo v hribovitem predelu zahodne Slovenije. Zaradi snega je prihajalo do zamud zlasti v železniškem in avtobusnem prometu. Na slovenskih cestah pa je zaradi prepovedi vožnje v Italiji včeraj obtičalo 1800 tovornjakov. V sosednji državi so se namreč prvič odločili, da zaprejo mejne prehode za tovorni promet. Na Darsu so zato tovorna vozila v dogovoru s policijo začeli izločati že na avtocestah. Najprej opozorilne table na Darsovih vozilih, da se je treba izločiti, in nato na odstavnih pasovih in počivališčih nepregledne kolone tovornih vozil. Takšna je danes slika na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Na odseku Fram do počivališča Polskava že težko najdemo prosto mesto. Tovorna vozila v tem primeru predstavljajo neko oviro. Vzdrževalec ceste, v tem primeru je to Dars, mora to oviro ustrezno označiti, seveda mora zaradi tega tudi omejiti hitrost. Kolona tovornjakov je dolga več kilometrov, saj so policisti začeli tovornjakarje iz prometa izločiti že včeraj tekom dneva. 24-28 sati otprilike čekam. Pa nije baš svejedno, hladno je, ali dobro, evo polako ovako, imam neke tu zimske hlače, čarape i tako. Nije loše, policija kruži stalno. I've been waiting since yesterday morning and we have to wait until the snow it will stop. Vsi naši sogovorniki morajo tovor pripeljati v Italijo. Takšnih razmer so vajeni, zato za zdaj večje jeze med njimi ni bilo opaziti. Kljub temu pa težko razumejo, da morajo čakati v pogledu na avtocesto, kjer težav ni. We don't have problem. The authorities from here gave us water and food and we have fuel so we can heat our place. Bolje je čekati nego napraviti haos na cesti. Как? Обыкновенно. Обычное явление у нас. Ну, в России, да, таких много проблем. Policisti bodo tovorna vozila iz prometa izločali vse, dokler ne bodo Italijani sprostili prometa na mejnih prehodih. Kot so z Darsa sporočili popoldne, je promet po državi sproščen, vozniki pa so že na poti tudi proti Italiji. Sedaj pa k prijetnejši temi. Že nekaj dni lahko spremljamo uspehe naše Tine Maze na svetovnem prvenstvu v Schladmingu. Nekateri po televiziji in radiju, drugi tudi v živo. Ali redki vedo, da prav vsi, ki na tamkajšnjih tribunah navijajo za športne junake, stojijo na slovenskem proizvodu. Mariborsko oziroma hoško podjetje Expo Biro je namreč skupaj s švicarskim podjetjem Nüssli postavilo tribune s 35.000 stojišči. Svetovno prvenstvo v Schladmingu se je za Expo Biro začelo že oktobra lani. Da so postavili 35.000 stojišč iz 2000 ton materijala, so delali več mesecev tudi po 10 ur na dan, v vsakršnem vremenu. Fantje radi postavljamo sploh na teh svetovnih prvenstvih, tudi na olimpijskih igrah v Lillehammeru smo postavljali. Je pa pri nas tako, da mi postavimo, dogajanje ne vidimo, ko je pa dogajanje konec, pa prijemo nazaj. Tribune v Schladmingu namreč niso njihov prvi večji projekt. Podjetje s 23-letno tradicijo in z okoli 70 zaposlenimi je sodelovalo že na olimpijskih igrah v Lillehammerju pred 19 leti, pa Torinu in Londonu. Na vseh teh projektih je treba samo trdo in dobro delati, potem pač gre stvar tudi v bodoče, lahko pričakujemo taka naročila. Na njihovih tribunah in v šotorih spremljate smučarske polete v Planici, pokal Vitranc, Zlato lisico, pa tudi festival Lent, Celjski sejem in v teh dneh kurentovanje na Ptuju. Že vrsto let postavljajo tudi tribune za dirke Formule 1. Inovativnost je naša prednost. S tem bom rekel, da smo mi nek voditelj na trgu, na šotorskem trgu. Mi ne ponujemo standarda, ampak ponujemo stalno nekaj novega, nekaj drugega, nekaj, kar drugi ne zmorejo. Eno in edino pravilo, moraš biti kakovosten, zanesljiv, kvaliteten, stalno na razpolago, v bistvu tudi delati usluge naročnikom in skozi to v bistvu si pridobiš en ugled, da se naročniki v bistvu potem tudi vračajo k tebi. Prav zato so krizo uspešno prebrodili in so vse bolj iskani pri tujih partnerjih, kot na primer pri Audiju, s katerim sodelujejo po novem.
Na mariborski občini so nezadovoljni s sklepom vlade, ki je 10 milijonov evrov, namenjenih za sofinanciranje umetnostne galerije, preusmeril v park vojaške zgodovine Pivka. Prepričani so, da so naredili vse, kar je od njih zahtevalo pristojno ministrstvo, zato se bodo zoper sklep pritožili. Krivdo, da je propadel skoraj 40 milijonov evrov vreden projekt, pa valijo na državo. Od septembra 2011, ko so položili temeljni kamen za novo umetnostno galerijo, tukaj zeva luknja. Kljub temu je predstavnike občine namera vlade o odvzemu denarja presenetila. Nikoli nismo naredili koraka, ki bi bil v nasprotju z zahtevami ministrstva. Ves čas smo njihovim navodilom sledili. A na ministrstvu so jasni, pogoji za dodelitev 10 milijonov evrov niso bili izpolnjeni. Gradnja se leta 2011 ni niti začela. Na občini pa priznavajo, uspeli so pridobiti zemljišča, projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Zataknilo se je pri financiranju. V lanskem proračunu so od skupno 10 namenili le dober milijon evrov, v letošnjem pa nič. Kljub temu se bodo zoper sklep vlade pritožili. Čakamo pa na odgovor pristojnega resornega ministrstva. Šele na ta odgovor ministrstva je možna pritožba. A tudi, če vlada denarja ne bi preusmerila, bi širokopotezni projekt težko izpeljali. Galerija je umeščena v kulturno središče Max, za katerega je pristojno občinsko podjetje Zim. Temu ni uspelo pridobiti za gradnjo potrebnih 20 milijonov evrov. Vodstvo galerije je nad propadlim projektom razočarano. Kako naprej, bo premislil tudi odbor za novo umetnostno galerijo. Imajo za nalogo, da pod novimi pogoji na novo premisli opcijo umestitve galerije. Vsi so izvrstni poznavalci delovanja in potencialov UGM, skozi njihovo videnje pa bo tudi podana perspektivno širše javnosti. Predstavniki Mitja Čander, Aleš Novak, Peter Rak in Andrej Šmit naj bi konkretne predloge predstavili že konec meseca. Maribor ima z vsakim dnem več kandidatov za župana. V boj za županski stolček na nadomestnih volitvah 17. marca se bosta namreč podala tudi 30-letni gostinski delavec Denis Kokol in sedanji vršilec dolžnosti župana Milan Mikl. Kokol bo kandidiral kot neodvisni županski kandidat. Za vložitev kandidature potrebuje najmanj 812 podpisov podpore. Mikl pa bo kandidiral s podporo Slovenske ljudske stranke. Senat Mariborske pravne fakultete je na današnji seji še enkrat soglasno potrdil, da se poslancu Borutu Ambrožiču odvzame naziv magistra znanosti. Senatorji so zadevo znova obravnavali, potem ko se je poslanec na njihovo novembrsko odločitev pritožil zaradi napak v proceduri. Senat je vnovič potrdil, da je Ambrožičeva magistrska naloga plagiat. Pravnik Miro Cerar pa ima, če se bo odločil, da postane mandatar za sestavo vlade, podporo vseh poslancev Pozitivne Slovenije, je po sestanku omenjene poslanske skupine povedala Alenka Bratušek. Kot je dejala, lahko Cerar po njihovi oceni poveže tako leve kot desne. S Cerarjem naj bi se sestali jutri. Izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke pa obravnava kandidature za volilni kongres stranke, ki bo 2. marca. Kandidata za naslednika zdajšnjega predsednika Žerjava, ki odhaja z vrha stranke, sta Franc Bogovič, ki ga podpira trenutno vodstvo stranke, in Raris Gajser s podporo izvršilnega odbora Kmečke zveze pri SLS-u. Predsednik vlade Janez Janša je danes začel dvodnevni obisk vlade na Dolenjskem in v Beli krajini. Z okrepljeno vladno ekipo ga bo nadaljeval jutri. Premier Janša je obiskal podjetje TPV, srečal se je tudi z novomeškim škofom Andrejem Glavanom. Vladna ekipa bo jutrišnji del obiska začela z delovnim posvetom v hotelu Balneja v Dolenjskih Toplicah, nato pa se bodo odpravili na pogovore po dolenjskih in belokranjskih občinah. Zoran Janković na upravnem sodišču ni uspel zahtevo, naj se Komisiji za preprečevanje korupcije začasno odredbo naloži, da mora spletnih strani umakniti tisti del poročila, ki se nanaša na njegovo premoženjsko stanje. Upravno sodišče sicer nadaljuje obravnavo Jankovićeve tožbe. Podobno je upravno sodišče prejšnji teden zavrnilo tudi zahtevo premierja Janeza Janše po zadržanju poročila. Oba imata možnost pritožbe na Vrhovno sodišče.
Pustne šeme naj bi po starih izročilih preganjale zimo, letos pa svoje naloge niso mogle dobro upraviti. Sneženje je namreč marsikje otežilo izvedbo pustovanj na prostem. V Mariboru so dopoldansko rajanje v maskah za najmlajše odpovedali. Kljub slabemu vremenu pa jim je v središču mesta uspelo izpeljati vsaj eno od prireditev 30. mestnega pustovanja. Prav zdaj se namreč končuje gusarski karneval, na katerem so izbirali najizvirnejše skupinske, družinske in posamezne pustne maske. Gostje so bili mariborski kurenti in unikatne sokolske maske iz Novega mesta. Življenjska doba se iz leta v leto podaljšuje. Tako imajo tudi v Sloveniji kar nekaj ljudi starih več kot 100 let. Enega izmed njih, ki je pred dnevi praznoval rojstni dan, je obiskala tudi naša ekipa. V tej več kot 300 let stari hiši v Dogošah živi Maks Čerič, ki je preživel prvo in drugo svetovno vojno, preoblikovanja in preimenovanja države, osamosvojitev, rojstva, pa tudi smrti. Zakaj? Zaradi tega, ker je star že 104 leta. Maks se je rodil v kmečki družini v Dogošah, bil je 6. izmed 11 otrok. Kot mlad fant se je zaposlil v tekstilni tovarni. Po končani vojni je ostal na kmetiji vse do danes. Ima 3 sinove, hčer, 7 vnukov in 6 pravnukov. Kljub častitljivi starosti še vedno zna poskrbeti zase. Pri zahtevnejših opravilih pa mu pomaga sin in njegova žena. Koliko pa še zdaj vidite? Tako bo temno, ne? To tako nič, ne? To tako bo temno. Dolgo življenje pripisuje predvsem zdravemu načinu življenja, brez pretiravanj na vseh ravneh. Kot vsi mnogi starejši ljudje, pa tudi on kdaj pa kdaj spije kozarec vina. Sicer pa mu dneve krajša tudi glasba in radio. Na delo je mešal, ne? 10. Na delo je mešal. Pa 1 uro on stoji, pa premeze, pa mešo posluša. Spremlja, še normalno, ne? 4 leta nazaj še drve se zasekal, 5 let. Čisto za celo zimo, ne? Tako da, za zadnje 2 leta je pa že reda. Kljub starosti ima Maks še vedno voljo do življenja in želje. Da bi boljše videl, ali pa čul, ne? Da se še želim. No, to se pa ne zgodi. Tisto, kar ostaja in mu bo zelo težko vzeti, pa je predvsem ljubezen do glasbe in prepevanja. Tako bomo obrno, da vedeli. Pravijo, da za me svet prevelik je. Moje krvni srca, V mariborskem Udarniku so včeraj v okviru tedna ruskih animacij začeli projekcije risanih filmov. Nastali so v znamenitem ruskem animacijskem studiu. Gre za projekt v sodelovanju z Ruskim centrom. Brezplačne projekcije bodo do konca tedna na sporedu 2-krat dnevno, spremlja pa jih tudi razstava skic za risane junake. Ruski animacijski studio Sojuz Multfilm je nastal leta 1936. Vse od takrat pa do razpada Sovjetske zveze so njegove risanke razveseljevale na tisoče in tisoče otrok. Skupna vsota na tržišče poslanih risank je presegala številko 1500. За это время получили развитие самые разные техники. Это и техника рисованной анимации, кукольная, потрясающая техника кукольной анимации, которая на сегодняшний день практически сохраняется в единственном месте в России, это на нашей студии. Те рисанки изхаjajo iz 50-ih, 60-ih, 70-ih let prejšnjega stoletja. Tako je to tu v Mariboru predstava tako zgodovine tudi naše animacije. Risanke ni narejene na računalniku, ampak risane z roko. In to res je ena od teh zanimivosti teh risank, ki jih mi tu представляем. Ну, и те, и другие должны, конечно, иметь очень хорошее воображение, фантазию и любить рисовать, наверное, потому что художнику анимации надо очень много рисовать. Ruski otroci so odraščali s krokodilom Geno, veselim vrteljakom Ježkom v megli. Animacije so navdih črpale bodisi iz ljudske folklore in kulture, bodisi iz svetovne književne zakladnice, kot denimo Medvedek Pu ali Snežna kraljica. Pa naše risanke tako narejene z dušo. Ste vi tudi gledali, ko ste bili otrok? Ja, vse te, ki jih mi tu tudi imamo. Sem bil še star 7 let, ko so te risanke gledali še v Rusiji.
Ruski animirani filmčki bodo v naslednjih dneh veselje pričarali ne le mariborskim otrokom, ampak tudi tistim iz Ljubljane, Murske Sobote in Velenja. Tako staršem kot otrokom pa izvabili tudi kak nasmešek. Na igriščih za skoš v športnem parku Krsnik v Dolnji Počehovi so izpeljali turnir PSA, ki se šteje za svetovno jakostno lestvico. Martin Mošnik, prvi nosilec turnirja, je deloval najbolj zanesljivo in zmagal brez oddanega niza. Ob najvišje uvrščenemu slovenskemu igralcu na lestvici profesionalcev, Mošnik je s 143. mestom tudi naš rekorder, je proti finalu zanesljivo napredoval tretji nosilec Robnik. Prve 3 tekme je Mariborčan dobil s 3-0. Tudi sam polfinale je bil, kaj povem, dosti odprt in recimo, da nisem čist pričakoval drugega mesta. Vedel sem, da ko se uvrstim v finale, bom Martina zelo težko premagal. Naš najboljši igralec skvoša, ki je lansko leto veliko igral na turnirjih v tujini in je balkanski prvak, je iz tekme v tekmo dokazoval, zakaj je najboljši. Tako kot uvodne je tudi finalni dvoboj zanesljivo dobil. Moj nasprotnik, Andrej Robnik, velja za izredno borbenega igralca, ki pogosto pripravi presenečenja. Zato sem moral biti še posebno pazljiv, igrati potrpežljivo in brez napak. Za presenečenje je v četrtfinalu poskrbel Rok Podgornik, ki je premagal drugega nosilca Jurija Jakšeta. V malem finalu se Podgorniku ni išlo, s 3-1 ga je odpravil Zoran Repija. Sicer pa imajo slovenski igralci skvoša turnirje praktično vsak konec tedna. Vrh prvega dela sezone bo predstavljalo člansko državno prvenstvo, ki bo 1. junija v Ljubljani. Ameriški tehnološki velikan Apple naj bi razvijal uri podobno napravo, ki bi znala izvajati funkcije poznane iz sveta mobilnih telefonov. S pametno uro naj bi bilo možno mobilno plačevanje. Sledi pregled preostalega dogajanja na tujem. Severna Koreja je sporočila, da je izvedla uspešen podzemni jedrski poskus. Južna Koreja je dejanje severne sosede že obsodila, Varnostni svet Združenih narodov pa naj bi se sestal na nujni seji. Poskus naj bi imel moč med 6 in 7 kilotonami, seizmološke naprave ameriškega geološkega urada pa so ga zaznale kot potres z magnitudo 4,9. Po svetu še zmeraj odmeva odločitev papeža Benedikta XVI, ki je napovedal, da bo konec meseca odstopil in svojo odločitvijo šokiral številne najbližje sodelavce in dobro milijardo katoličanov po vsem svetu. Le nekaj ur zatem, ko je kardinalom v Vatikanu sporočil svojo odločitev, pa je v baziliko svetega Petra udarila strela. Papež Benedikt XVI se bo umaknil v samostan, kardinali pa bodo na konklavu marca izbrali njegovega naslednika. Novi papež naj bi bil znan do velike noči, ki bo letos zadnjega marca. Bodoči češki predsednik Miloš Zeman se je odločil za simbolno potezo, s katero bo tretjino svojih prihodkov namenil za poplačilo državnih dolgov. Za ta namen je odprl poseben bančni račun, na katerega lahko sicer svoj prispevek nakažejo tudi drugi. Ameriški predsednik Barack Obama je sprostil $50 milijonov za pomoč Franciji in Čadu v boju proti islamskim skrajnežem na severu Afrike in v Maliju. Združene države že zdaj pomagajo Franciji z gorivom in letalskimi prevozi oboroženih sil Čada in Francije za operacijo na severu Malija. Združene države podpirajo prizadevanja obeh držav, a lastnih sil na bojišče niso poslale, med drugim zato, ker to ni bilo niti potrebno. Največja zabava pa je te dni zagotovo potekala v brazilskem Riju, kjer so na karnevalu v 5 dneh našteli kar 6 milijonov obiskovalcev. Najbolj znani del karnevala je tekmovanje plesnih šol sambe, na katerem so se plesne šole potegovale za prestižni naslov najboljše šole, tega najbolj priljubljenega brazilskega plesa. Na tekmovanje se je letos prijavilo rekordnih 492 različnih skupin. V nasprotju s parado šol sambe so ulične zabave odprte za vse. Pri vremenu smo. Jutri bo oblačno, občasno bo snežilo. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, najvišje dnevne od -3 do 1 stopinje Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti bo še naletaval sneg. V petek se bo na zahodu delno zjasnilo, drugod bo še več oblačnosti. Spoštovani, to je bil dnevnik televizije Maribor. Prijeten preostanek pustnega torka vam želim. Nasvidenje spet jutri.